Ja, stojimo v atrijskem dvorišču naše hiše v Radovljici. V tej hiši že 2 leti, odkar je bila denacionalizirana, jaz nekako postavljam svojo dejavnost, sem jo preselil iz Ljubljane. Jaz sem Urban Magušar, oblikovalec in se ukvarjam z lončarstvom. Lončarstvo je eden od najstarejših poklicev, ki ga poznamo. V zgodovini so ljudje iz gline izdelovali kozarce, posode, sklede za shranjevanje, lonce in druge v gospodinjstvu uporabne stvari. Danes ima lončarstvo jasno čisto drugačne funkcije. S tem ne delamo več loncev, zaradi tega, ker nimamo drugih stvari za kuhati, ampak nam glina omogoča neko kreativno izražanje, nek direktni stik z zemljo. V bistvu je ena taka umetnost. Večina glinenih lončkov, ki jih najdete doma, služi v okrasu, saj večina teh izdelkov nosi neko estetsko vrednost. Strinjam se, da je zato uporaba glinenih stvari v kuhinji več kot dobrodošla. Prehranjevanje, za pitje, šalčke, krožniki, za kuhanje, za shranjevanje. Danes glino kupujemo, včasih pa smo jo kopali. V Sloveniji so najbolj glinorodni konci na Štajerskem in Prekmurju. Lončari uporabljajo predvsem komercialne mediteranske in italijanske gline. Majolika, terakota ali pa gline, ki se pečejo na višjih temperaturah, ki prihajajo bolj iz severa Evrope, tako zvani stoneware, kamenine. To so gline, recimo, ki so mešane tudi s šamoti različnih barv, svetle, rdeče, črne, rjave. Pri izdelavi glinastega lončka je najpomembneje pripraviti čim bolj plastično glino, ki se ne krči in ne suši. Kepo gline se najprej centrira, to sprav v center vretena se jo centrira in potem se naredi luknjo in te stene se potem vlečejo gor, se dviga. In potem se oblikuje sama forma, rob, ročaj, dodatki, določene dekoracije se na vretenu delajo. Potem se ta izdelek odreže in da sušiti. Sušenje je zelo pomembno, da ne poka, treba ga je obračati. Ne sme se recimo prehitro sušiti na soncu, na pripihu. Včasih se kaj tudi pokriva, da se upočasni sušenje in s tem pokanje. Ko je izdelek čist sušen, potem gre v žganje. Žge se pa tudi, temperatura narašča počas, približno 100 stopinj na uro, sprav 10 ur do 1000 stopinj in enostavno hlajenje je tako počasno. Tisti, ki ste mnenja, da je glina zastarela surovina, ki se je danes nikjer ne uporablja več, pomislite še enkrat, saj jo v modernem svetu najdemo vse povsod. Računalniki, silicij, to je tudi keramika, umetni kolki, avtomobilska industrija, Space Shuttle je izolacija, izolacijski materiali, pa jasno umetnost, izražanje v tem kot nek material, ki ima prihodnost. Mogoče si bomo kuhalnike iz blata delali, če gre vsa infrastruktura hrabljena.